Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o piramidah. Piramide, ki so jih na različnih koncih gradili v zadnjih 5000 letih, so služile različnim namenom. Zakaj pa je bila oblika piramide tako uspešna? Raziskovalce je begalo dejstvo, da se je piramidna oblika neodvisno pojavila na različnih delih sveta. A razlaga za to je preprosta. Pred razvojem sodobnega gradbeništva so bile piramide najenostavnejši način za gradnjo v višino. In zakaj so hoteli graditi ljudje v višino? Da bi bili bliže bogovom. Hoteli so biti bliže bogovom. Više kot so skladali kamen na kup, širše je moral biti temelj, da je prenesel vse večjo težo. Piramida je bila stabilnejša od zgradbe z navpičnimi stranicami, ki bi se brez zapletenih opornikov zlahka podrla. Keopsova piramida je sestavljena iz 2,3 milijona kamnitih blokov, ki je v povprečju tehtajo 2,5 tone. Zob časa jo je s prvotne višine 146 metrov znižal za okoli 10 metrov. V primerjavi s slavnimi piramidami v Gizi so nubijske piramide majhne in veliko bolj strme, pogosto za naklonom okoli 70 stopinj. Nubijci so gradili visoke in ozke piramide. Leta 747 pred našim štetjem so vojaki Nubije zavzeli svojo severno sosedo, Egipt. Naslednjih 90 let so južni vladarji sedeli na faraonskem prestolu in črpali navdihe iz egipčanske kulture, vključno s piramidami. Nubijski kralji so pod žgočim puščavskim soncem v današnjem Sudanu zgradili okoli 255 piramid. Največ jih je v stari kraljevi prestolnici, Merore. Tam v svojih koničastih grobovih počiva okoli 40 kraljic, kraljev in visokih nubijskih uradnikov. Nubijske piramide so zgradili s pomočjo žerjava, ki je stal sredi konstrukcije. Ker je bil krak žerjava razmeroma kratek, so imele piramide ozke temelje in strmo nagnjene stranice. Azteške piramide. Vem, o Aztekih ste zagotovo veliko slišali in zagotovo vas zanimajo tudi Maji, vendar sem se danes odločil, da vam predstavim azteške piramide. Veliko piramido v prestolnici Tenochtitlan so uničili Španci, ki so bili zgroženi nad azteškim žrtvovanjem ljudi. V številnih srednjeameriških mestih so obstajale stopničaste piramide, ki so bile običajno zgrajene iz na soncu sušenih opek, ki so jih polagali okoli jedra iz ilovice. V nasprotju z egipčanskimi in nubijskimi piramidami, azteške in majavske piramide niso bile grobnice, ampak spomeniki, kjer so duhovniki darovali bogovom. Španski konkvistador General Díaz del Castillo je bil globoko pretresen, ko je leta 1521 bil priča azteškemu žrtvovanju ljudi na veliki piramidi v azteški prestolnici v današnji Mehiki. Skoraj ni bilo dneva, ko ti ljudje niso žrtvovali 3, 4 ali celo 5 domorodcev in iztrgali srce iz telesa, da bi ga dali svojim božanstvom, je zgroženo zapisal. Kitajske piramide so bile skrite več stoletij. Kitajska je velika država in veliko piramid na Kitajskem je še danes neizkopanih, vključno za najbolj znano 76 metrov visoko gomilo, ki jo je zgradil prvi cesar iz dinastije Qin, Qin Shi Huangdi. Leta 1947 so ameriški časopisi pisali o ameriškemu pilotu Jamesu Jasmanu, ki je iz letala med drugo svetovno vojno nekje na Kitajskem videl veliko piramido. Vzhodno od Gomile so kmetje leta 1974 odkrili zdaj svetovno znano zbirko več kot 8000 glinjenih vojakov, ki naj bi varovali cesarja v onostranstvu. Kitajski arheologi so v naslednjih letih res odkrili vrsto starodavnih grobnic, ki so bile več stoletij prekrite s travo in z različnim rastlinjem. Egipčanske piramide so bile ogromne grobnice. Keopsova piramida v Egiptu je edino od 7 antičnih čudes, ki se je ohranilo do danes. Okoli leta 2500 pred našim štetjem so faraon Khufu in njegova naslednika Khafra, Khafren in Mykenaios zgradili vsak svojo piramido, orjaške grobnice, kamor so položili mumije vladarjev po svoji smrti. Egipčani so namreč verjeli, da piramide zagotavljajo vstajanje v posmrtnem življenju. Danes vemo, da grobnic niso gradili sužnji, ampak na tisoče plačanih delavcev, ki so ročno izklesali ogromne kamnite bloke in jih najverjetneje po klančinah vlekli na njihova mesta.
Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.